Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Lepo pozdravljeni, dragi najni številni množični poslušalci širom Slovenije in zamejci. In za namci. In za namci, ja. Za zamejce in za namce. Se bova tudi danes z Aljošom pogovarjala. To je Aljoša, ja. To sem jaz. To pa Primož. Jaz sem pa Primož. Ne, če si se predstavil. Pa mislim, da zdaj že si poznajo. Če so ustrajali do 3. epizode, potem že verjetno imajo neko približno idejo. Pa kdo Aljoša? Verjetno so sorodniki. Ja. Zdravo, mami. Torej, tudi danes se bomo pogovarjala o neki temi, ki se zadeva vseh nas v našem vsakdanjem življenju, ampak recimo temu na, ne vem, filozofski način, kaj za to pomeni, ne bova upletala z nekim akademskim žargonom, ampak čisto na en tak radoveden način z vprašanji, tako da bova drug drugega izpraševala, pa prevpraševala, odpirava neko temo, ne? Da mogoče pač sama sebi prvi vrsti, v končni fazi pa tudi morebitnim poslušalcem pomagava mogoče odstreti kakšen nov vidik tistega pojava, ki si ga bova zbrala. In danes se bova spraševala pravzaprav o tem, ali je življenje treba uživati. In jaz mislim, da je to neko vprašanje, ki si ga pravzaprav danes ne zastavljamo, ker je to prevzeto kot nekaj samoumevnega, da je življenje treba uživati. Ja. Kar naprej si govorimo, uživaj, kamorkoli greš, moraš uživati. Ja. Važno je, da uživaš. Ja, že naš pozdrav je uživaj. Uživaj, karkoli se pravzaprav, česarkoli se loteva življenje, mora biti nek užitek zraven. Ne? Če v službi ne uživaš, potem nimaš prave službe. Ja. Če ne uživaš v nekem odnosu, potem manjka nekaj v odnosu. Če ne uživaš življenja, ga ne živiš na polno. In tako naprej. Ne? Pravzaprav je užitek postal nek nujni sestavni del dobrega življenja. In to tudi mogoče zdaj pri ljudeh, ne, recimo, ne vem, zgodovinsko gledano so recimo bili filozofi tisti, ki so pogosto prevpraševali, ali je užitek nekaj, kar je vredno zasledovati, ali je boljše neko življenje intelektualno, življenje duha in tako naprej, ne. Ampak danes tudi med filozofi bi verjetno našel to istomiselnost. Oni sicer v akademskem svetu mogoče se sprašujejo o etiki hedonizma, ne? Ampak v tisti praktični vsakdanji življenjski etiki pa verjetno se držal istega tega, kar jaz imenujem hedonističnega imperativa, torej, da je treba uživati kot vsi ostali. In zdaj bova pač probala hoče malo razmisliti, ne? Ker mislim, da se v nekih vidikih tudi razlikujeva. Jaz osebno imam neko zelo, mogoče ne popolnoma racionalen odpor do užitka. Neko sumničavo držo, ne vem, odkot sem jo prevzel, ali od svoje katoliške vzgoje, ali od nekega branja, ali od neke, ne vem, neka freudovska struktura tu na delu. Ampak dobro, začnimo mogoče tako, da te jaz direkt vprašam, no? Kakšno vlogo igra užitek v tvojem življenju? Ja, mislim, da nekako me ni nerelevanten. Zdi se mi, da ima neko da ima vlogo. Zdaj pa, kje je točno? Zdaj, večinoma vlogo motilca celo danes se mi zdi tak pogosto, ko recimo, ko gledamo kakšne take bolj površne užitke, kot je to, da greš na telefon, pa malo na videe, malo te kratke videe spremljaš, ali pa kakšne... Samo je to užitek? Zdaj ne vem, kako definiramo užitek kot neko uživanje, ki se vsebuje, zaobsega te kakšne zadovoljstvo notranje, ali je to samo neka reakcija dopaminska, kaj točno imamo v misli, ko govorimo o užitku?
Ne vem točno, kaj ima v mislih, ampak mislim, da ne enega, ne drugega, po mojem, pri socialnem mreži vseeno neke dopaminske te reakcije se dogajajo, ne, ker te ravno to motivira k temu. Samo listjano jo napada. Je že tisti minljivost. čas. Ja, minljivost. Je že tisti čas avgusta 5. 6. Ja. Ne vem, ker je. Ja, mislim, v resnici, da zelo različne stvari se znajdejo pod tem okriljem užitka, ne? Ampak dajmo mogoče začeti z tistim bolj ljudskim užitkom. Anino. Aninska veselica. Veselice, ja. Alkohol. Ja. Kakšno vlogo ta užitek igra po tvoje, oziroma v tvojem življenju? V mojem. Pa mogoče, ne vem, življenju, kako se ti zdi nasploh? V mojem verjetno upravlja, tako pažem v glavni meri neko, neko kvoto, ki jo moram pokriti na leto, da se počutim, kot da nisem totalno ven padel iz tega, kako bi življenje moglo biti po nekem splošnem nazoru ljudi. In recimo, če grem na 1 ali pa 2 ali pa 3 veselice na leto, potem si mislim, ok, vredo, sem dal to skozi, ne morem ugotoviti čez 10 let, da sem življenje vrgel skozi okno, brez da je šel na veselice. To je kot neka taka norma, ki jo moram pokriti, neka družbeno pogojena, neko družbeno strukturirano uživanje, ki ga pač daš skozi zato, da se počutiš, da nisi izvzet iz tega krogotoka. Samo, ali pol greš na veselico, zato ker tam lahko počneš nekaj, kar dosega tvojo kvoto uživanja, užitka, ali greš na veselico, zato ker družba na nek način to razume kot dobro življenje, da hodiš na veselice. Kaj pravzaprav ti uživaš, ali zgolj izpolnjuješ družbena pričakovanja uživanja? Oboje. Zatem, ko uživam, potem tudi izpolnjujem ta družbena pričakovanja. Pač tam si z ljudmi, malo kaj spiješ, malo se zavrtiš in dejansko v tistem pač uživaš. Je to taka fajn stvar, enkrat nared, da je mogoče vsaki teden ne, ampak tak enkrat, 2-krat, 3-krat na leto pa ja. In je to taka, itak, da lahko uživaš v tem, kar ti družba pač daje kot imperativ, da je tvoj način uživanja. Ne vem, če bi ga sam zbral, če bi bil zdaj v neki taki čist za neko tančico izvzet iz družbe in bi jaz za prosto izbiro, kako bom jaz užival svoj čas, bi ga verjetno na razne drugačne načine, oziroma mogoče ga sploh ne bi želel uživati, ampak bi kaj drugega hotel z njim početi, ne vem, ga investirati v nekaj, kar bi moje življenje navdajalo z smislom. Ampak zdaj pa, ker sem tu, pa pač se podrejam tem načinom uživanja, ki mi ga pač, recimo to vaška skupnost nekako predoči, potem na spletu uživam, oziroma potem življenje tu uživam, tako kot mi non-stop Instagram diktira, kako treba uživati in tako dalje. Na neki temu se seveda zavestno ali pa tudi čist naravno upiram do neke mere pa zagotovo vpliva na moje predstave o tem, kaj je dobro življenje. Samo ni to malo zdaj nenavadno, da po eni strani rečeš, da če ne bi bilo tega družbenega pritiska, bi počel čisto drugačne stvari in mogoče sploh ne bi užival. Zdaj pa, ker je ta družbeni vidik, pa uživaš tako, kot ti družba diktira, temu se sicer tudi hkrati upiraš, ampak hkrati si pa to na začetku predstavil kot neke vrste svobodno odločitev, ki jo rabiš. Ja, mislim, verjetno je to neki ponotranjeni pritisk, ki ga potem doživljam, kot da sem se svobodno odločil, da grem na veselico, ampak sem pač ponotranje to možnost. Itak v življenju nimam pred očmi neskončno možnosti, kako bi lahko svoj čas preživljal, ampak mi zmeraj predoča družba, potem korporacije skozi reklame in tako dalje, prijatelje, mi predoča za nekimi možnostmi, kako lahko jaz preživljam svoje življenje in zatem tudi zamejuje polje možnega za to, kaj jaz lahko pač izbiram, ko se pač odločam, kam bom svoj čas investiral. In znotraj tega potem zmeraj mi družba diktira, kaj so tiste opcije za uživanje. In če je petek zvečer in se tu dogaja par metrov stran Aninska veselica, je neka taka stvar, ko zelo večja ta izbira, kako bi rekel,
ne bi se odločil za njo, če bi zdaj izbiral med vsemi možnostmi na svetu, ampak vseeno pa mi je ponujena kot tista možnost, ki mi je trenutno najbližje, tako na nek način me Samo če si rekel, situacija da dregne ti proti diktira. njej. Mogoče je bilo boljše reči, da me drega. To pomeni, da me subtilno potiska proti nekaterim odločitvam, ki mi jih daje, recimo tako kot v trgovini so najdražji izdelki v učesni liniji, ne? Ne ti nišče diktira, ne ti nišče diktira. Zato zgledam stalno, samo ne. Ja, zato hodiš po trgovini. Boš te štire. Kaj je že ne oni vic z blondinkami, ali kaj je? Ja. Zakaj se blondinka v trgovini plazi po tleh, ker išče nizke cene. Torej, vidiš, to je dejansko res. Blondinke so v bistvu to spet ovržemo, to ta šovinistično. Resnica je bila zmeraj pred očmi. Oziroma pod očmi. Dol smo. Zdi se to absolutno pravilo, je pa neko splošno pravilo, da se recimo, da so izdelki, na katerih trgovina več profitira v očesni liniji. In na tek način to ni, da ti trgovina diktira, kaj ti moraš kupiti, ampak te pa dreza proti njih, te potiska proti njim. In družba, mislim, da to vlogo upravlja, pa prijatelji, pa socialna mreža, podjetja, vsi to vlogo upravljajo. Nišče te nič ne prisili, hkrati pa te non-stop drezajo ali pa rahlo te ponese k nekim odločitvam, ki jih lahko v življenju sprejmeš, zmeraj si v tem svoboden, ampak potem pa ti ena izbira te že tako blizu potisne, da se ti zdi kot najboljša odločitev zate. In mislim, da v tem smislu potem to družba diktira, kako moramo mi uživati, oziroma kako moramo sploh preživljati čas in seveda odgovor je, da moramo uživati. Samo, kako potem vseeno ohraniš neko avtonomijo in modrost pri tem, kako uživaš, glede na to, da te družba vseh strani masira na ta način in ti skuša suflirati, kaj moraš početi. Do te mere, da si rekel, da potem že ponotranjiš to, da niti več ne veš, kaj je res tvoja svobodna odločitev. Kako potem v takem okviru najdeš pravo mero užitka? Oziroma, po čem ocenjuješ, na katere dražljaje se boš odzval? Zato verjetno težko, to je zmeraj neka relativna presoja, verjetno, ne vem, če lahko nekaj objektivno postavim, to je prava mera užitka, ampak zmeraj mi je dana neka ideja, koliko bi človek mogel uživati in potem zmeraj sem omejen na to, da moram relativno verjetno presoditi, če bi manj ali več, pa mi že neko referenco na nek način družba postavi, to je poprečen človek, toliko uživa in zdaj jaz ne objektivno sploh več razmišljam v smislu, koliko bi mogel človek uživati, že imam v misli referenco, ki je ta normalen človek, koliko uživa in glede na to se potem odzivam in že tu se mi zdi, da sem težko objektiven. Teda prva točka je to in vmes, ko sem jo razlagal, prvo točko sem pozval, kaj je bilo vprašanje. Se studi. Vprašanje je v bistvu to. Prej si rekel, da če bi imel na voljo vse možne izbire, bi se verjetno odločil za kaj drugega, kot pa ravno za ta družbeno diktiran užitek. Na podlagi česa? Kaj bi si raje zbral, kot pa te družbeno diktirane užitke, oziroma mogoče še drugače. Kaj je potem narobe s temi družbenimi užitki, da bi si izbral raje nekaj drugega? Zdaj, verjetno so tu v ozadju razne neke interese, ki se nam kažejo podjetji, med drugim, ki nas hočejo v neko uživanje. Zdaj pa tu aninsko, pa se mi zdi, da so tu mogoče nasplošno ljudje. Za kontekst ne stojinskih poslušalcev. Pač veselica. Ki se skoti enkrat kontekst razloženo. Wikipedia. Aninsko je veselica. Referenca. Torej po eni strani gre za podjetje, ampak kaj pa je to tradicionalno bolj okolje, pa se mi zdi, da preprosto ljudje smo malo nekritični do svojega odnosa, do užitka in tako dalje in se potem kot družba počasi drug drugega recimo dajemo potuho ali pa se potiskamo, dajmo uživati, dajmo živeti, ne vem, ne nočem zdaj reči razuzdano, ampak v nekem uživanju recimo in se potem spostavijo taki prazniki s časoma, pa neke navade, recimo se vidiš tu, ne vem, neke vasi, ne vem, kjer je družba nenaravno uspeva pač
ljudje začnejo popivati v veliki meri. Čakaj, zakaj ali pa imamo to. zdaj etnografijo? Zato, ker se mi zdi, da smo ljudje tisti, ki drugega, recimo, ko je kako pomankanje, recimo, ali mislim, se zdaj, recimo, zdaj, če gremo v veselice, ne, se drugega pač potiskamo, ja, dajmo uživati, dajmo popivati, dajmo, ne, in kaj rekel, večinoma ljudje nimamo najbolj spostavljenega kritičnega odnosa do užitka. In pač drugemu potuho dajemo, se mi zdi. Ja, ampak moje vprašanje je bilo, zakaj bi si izbral nek drug užitek, ne tega? Zato, ker ni... Kaj je narobe s tem užitkom, ki ti ga družba predoča kot dobrega? Zdi se mi, da kaj družba predoči, pogosto nekritična. Pogosto je pač nekaj, kar se preprosto prenašalo z nekih tradicionalnih vzorcev, ki niso zmeraj optimalni za človeka. Ampak so se dolgo vzdržali, To pa je res, da verjetno neko stabilno funkcijo imajo, neke sprostitve. Ne? Zato se če mi zdi... gledamo Grčija, te Ja, dionizične neke razuzdanosti. Ja, to se strinjam, ja. Zelo star ritual, mislim, ta obrednost uživaška, ne? Ja, mogoče je problem potem, ko to preide na neko, torej veselica še sem šel, no, tako da sem nekako sprejel to na neke mere, ampak ko pa se to sprevrže v današnji dobi, v neko vsesplošno uživanje na vseh nivojih, kjer imaš pač televizijo, lahko prižgana cel dan, pa telefon, pa ko lahko to zlorabljaš do te mere, kot je družba, v kateri se je ta tradicija vzpostavila, ni imela te sredstva. In tu se mi zdi, lahko pobegne izpod nadzora to naše uživanje, naš odnos do užitka. Hedonizem do 21. stoletja ni bil problem, zdaj pa je. Je zdaj recimo nekaj, če boš ti zdaj kmet in hedonist, mislim, da boš težko, lahko ti užitek kuješ v nebesa, ampak v resnici boš težko to izpeljal, no razen če seš v alkohol zatekal, pa si redan popivo, ampak potem boš umrl. No pa se ti se vprašanje, koliko je tisto hedonizem, ne? Če Popivanje? Si alkoholizem. Ja, začne se, mislim, je to nekaj presekal, ne? Pač alkohol, užitek. Pač alkoholizem je že neka bolezen. Dajmo se še mogoče vrniti k to vrstni prekomernosti pozneje. Ja, hitro naj zaneslo. Kaj je bilo vprašanje zdaj? Ja, nič eno vprašanje ste postavili, kako se temu izogniti, oziroma zakaj se sploh izogniti. Zakaj se to hočemo zdaj videti. Je zakaj narobe s temi družbenimi užitki? Zdaj si razvil neko to sodobno situacijo. Sodobno situacijo, da je danes problem zaradi tega vsesplošnosti, ker je ta hedonistični imperativ v vseh porah življenja. Samo jaz ne vem, če je to čisto res, jaz mislim, da je bilo to vedno. Ne? Da ta hedonistični imperativ je bil vedno nekako prisoten, pa da se sama problematičnost uživaštva, če mogoče uporabiva lepši izraz za hedonizem, ni nič novega. Mislim, da je bilo uživaštvo v Grčiji, v srednjem veku, razsvetljenstvo, isto vrednostno obarvano, slabo ali dobro, ne glede na zgodovinsko obdobje. Tako da mogoče za začetek bi rad, me zanima, ne, kaj je zelo slabega v tem. Preden gremo v to, kaj je danes narobe s tem, ne, mogoče. To se mi zdi vredno, ne, ker je dokaj vse splošno, ne, v religijah, v filozofijah, povsod imaš kritike uživaštva, ne. Kakšne izjeme so tu pa tam, recimo epikurijanstvo, epikurijanstvo se reče, ne. Pa utilitarizem. Pa mogoče tudi v daoizmu je en bolj tak blag odnos do užitka, se mi zdi, da ga bolj dopuščajo, ne, pač kot nek del vse stvari, ki jih v življenju doživljaš. Pa Aristotel ima, ne? Aristotel tudi zmerno, ne, da treba uživati. Ampak nasploh pa najmanj vedno mora biti zmernost, če ne celo obsodba in zlasti v krščanstvu, ne, pa se mi zdi, da postane to neka zelo negativna stvar, ne, kot pravzaprav neke vrste greha. Pravzaprav uživaštvo, ne. Ker je, mislim, verjetno nek razlog mora biti za tem, zakaj imamo zakaj smo imeli tak negativen odnos do užitka. In zakaj misliš? Imaš kako Platon. Enoten pogled? Ja. Če se vrnemo. Imaš kak enoten pogled na to, zakaj se nam je upiralo to? Ali so bolj partikularne? Moramo iti?
Jaz mislim, glede na univerzalnost tega, Mhm. torej najdemo to v raznih religijah in filozofijah, Mhm. verjetno mora biti da nas nekako spontano pripelje do tega razmisleka, da problematiziramo uživanje. Ja. Zdaj seveda ne bi če bi z zornega kota vsake od teh religij in filozofij bi se drugače malo mogla lotiti. Ampak Te verjetno analize, je neka ampak meni je skupna recimo- nit, da je Ja. neka razdružitev telesa od duha. Da je Ja, duh nekaj neodvisnega od telesa in užitki nas na telo pripenja. Ne? Ni to neka splošna ideja saj to teh religij pa filozofij. Zato mi je ta zgodba, mislim, da to je iz Fajdona, ne? Od Platonov dialog, Mhm. v katerem pač v bistvu reče, ne, da je telo, da bi v resnici je to misel mislim, da iz orfizma, ki je bila neko tako na pol versko gibanje, Mhm. še pred Platonom, ampak on potem v Fajdonu prevzame to idejo, da je pravzaprav telo neke vrste kletka duše. Mhm. In bolj kot uživaš, bolj je duša se počuti priklenjeno, vezano na to telo in bolj trpi, kadar se potem recimo, ko umira, od telesa ločuje. Ne? Torej, ideja, tako kot jo jaz razumem, je, da če ti celo življenje uživaš, se toliko teže posloviš od življenja. Zato, ker več ti užitki so vezani na nek način bili na to telo. In zdaj mogoče, če pa vzamemo malo bolj kratkoročni vidik, ne, pa to je že malo bolj budistično obarvano, pa je fora v tem, da je užitek nekaj, kar mine. In recimo, ne vem, Ampak vse mine. ok, pustimo zdaj vse mine. Pa pozorite, to je treba, da mi dva ne verjamemo v nekaj ločeno stvar od telesa. Ne? Zato, ker mislim, zdi jaz se mi, verjamem v dušo. Tako da torej, govori za sebe, prosim. Jaz sem platonist. no, pol pa vseeno jaz rabim neki razlog, mislim, moram to malo bolj obarvati za duha, ki pa je vseeno situiran v telesu, ki se ne bo po smrti Recimo, če izpel iz tiste samo telesa. vzamemo kot alegorijo, Ja, pa pol pogledati bolj nekako psihološko na vse To je, skupaj. malo In da to je pol ta malo konkretiziramo. bolj budističen vidik, da torej, če se ti osredotočaš na užitke, užitki so nekaj, kar minevajo, Ja. in potem, ne vem, nekaj uživaškega doživiš, kakorkoli. Ja, okej. Dobro, da? In potem tisto mine in potem trpiš, ne, ker je tistega več ni. Ja, Potem ja. iščeš spet novi užitek in potem spet tisto mine. In potem si v bistvu ujet v nek ta cikel Tak sod brez dna. uživanja, ki ti v bistvu povzroča trpljenje, zaradi katerega iščeš potem užitek in potem sod brez dna. Ja, nima to tudi Platon, to prispodobe soda brez dna, ker govori, da če Ne vem, to bomo... smo se že enkrat pogovarjali, Ja, da nisem prišla, da ne vem, če ima čist sod brez dna, ampak ima pa nek sod v Filebo. Ja, Ali Filebo, ne vem, kako se izgovori. Okay, Še en dialog od Platona. Ja, ker Platon ima to poanto, da užitek nikoli ne sme biti tisti cilj, ki ga zasledujemo, ker je vera je zmeraj izmuzljiv, zmeraj bo kot neka stvar, ki jo vržeš sod brez dna, ki samo nove potrebe ustvariš za tem, lahko pa nekaj, kar pač spremlja nekaj drugega, ne? Lahko pa neka spremna stvar, spremljiva, torej ni slab, očitno, ne sme pa biti cilj sam po sebe. Ja. Ja. No, kaj pa ti misliš? Kakšno vlogo ima užitek? Prej si mene vprašal, kaj še? Jaz sem to naredil zrcalno vprašanje. Kako brez koncepta duše Tega me bomo verjetno rezala. Ne, nič ne rezala. Nič ne rezala, ker smo pristna. Ja, tako, avtentično, stojnsko. Zdaj sem pa spet pozabil, kaj sem te reči. V bistvu jaz nisem popolne za razprave. Torej, govorila smo o tem, ne, zakaj je tako splošna neka kritika uživaštva, užitka. Ne? Ja. Zakaj pa ti misliš, da je torej neka ta negativna kritika užitka?
Ja, meni se zdi, da je to, mislim, recimo zdaj prvo za svojega vidika. Oziroma, da kontriraj temu. Aha. Pa je res nekaj slabega užitek, je nas res veže na telo, ali v končni fazi, zakaj je bilo to nekaj slabe? Kaj pa, če nimamo ničesar drugega kot telesa, zakaj pa ne bi pol... Ja, recimo zdaj, če izbiraš med dvema življenji, eno v polno užitko, pa nekega raznovrstnega, vznemirjujočega življenja, polnih spolnih in padcev, drugo pa pač neko konstantno, varno življenje, ker ne bo nekih užitkov, ne bo nekega trpljenja, pa bo neki človek samo medlo skozi življenje drsel, ker od življenja bi zbral. Jaz mislim, da bi skoraj raje zbral tistega, ki je polno spolno in padcev. Se mi zdi se mi nekak intuicija mi pravi, da bo ta človek živel bolj polno življenje, ki je imel polno nekih vznemirljivih stvari, ki se bo dogajalo, ki bo na nek način, tako kot Nietzsche pravi, igral igro življenja, medtem ko tisti drugi pa, saj mogoče mu je bilo fajn, ampak ne vem, nekak intuicija nam pravi, da ni zajel življenje za polno žlico ali pač, karkoli to pomeni. Nekako se mi zdi, da imamo to skupno intuicijo, da je vseeno nekaj, kaj bi rekel, da nekdo recimo, tudi če gledaš nekoga, ki je, ne vem, en je cela 30 preživel v neki pisarni, drugi pa je potoval po svetu, pa je videl Indijo, pa Kitajsko, pa tam se z nekimi aboridžini slikal, pa ne vem kaj še vse. Nekak intuicija pravi, da je ta, ki je potoval po svetu, nekak več izsesal življenja, na nek način boljše izkorista. Toto življenje eno edino, ki mu je bilo dano. Je pa to že malo širši užitek zdaj, ne? To je res, ja. Po eni strani smo imeli zdaj pač to neko bolj telesno obarvano euforičnost, ali od alkoholiziranosti, ali od katerikoli drugi, ali od dobre hrane, ali od, ne vem, neke čist telesne vznemirjenosti ob glasbi, ali pa droge, ali karkoli. Zdaj pa že mogoče malo širše gledamo, ne? Da imaš neka izkustva, da nekaj vidiš stvari, ne? Kar sicer spada, ne, vse danes pod ta hedonistični imperativ, ne? To je vse del tega, kar ti je narekovano, kar si moraš početi, ne? To smo že govorili v bistvu o teh stvarih. Malo v prejšnjem podcastu o sreči. Smo? Ne vem. Smo nekaj govorili, Nekem pogovoru, ja. Nova še druge podcaste. Ja. Ampak mogoče gre za neke bolj trajne užitke, recimo pri potovanju pa izkušanju. Nekaj, kar ti da užitek, ko izkušaš, pa potem še traja, ko se spominjaš tega, na nek način ti daje občutek, da živiš bolj polno. Medtem ko tisti čisti hedonizem, recimo droge, to pa pač tak nam je vsem že intuitivno zgrešeno. Kot način življenja ni. Vsem. Pa mislim, da ne vsem, no, ampak tako nasplošno gledano. Jaz mislim, da bi marsikdo rekel, da tako kot ti rekel, recimo za aninsko, bi tudi rekel za droge. Pač fajn je jemati droge na neki, kot neka kvota, mogoče tudi kot bi neka tako. Ali pa kvota. celo brez kvote. Ja, zdaj brez kvote mislim, da Zakaj bi vsi... ne bi vzel, ne vem, kaj že se jemlje ekstazi ali Ja, recimo, gobe. ne vem, zdaj en taki argument za filozofijo je, da če hočemo ustvariti srečno univerzum. Filozofije, tvoje argumente. Da. Dobro, te pa bom rekel, da je moje. Če se zamislimo srečen univerzum, pač kupimo, ne vem, 1000 podgan, pa jih dajmo vse na heroin. Pa bomo zvišali, ne, bolj kako bo zdaj tudi srečne podgane, pa bomo zvišali srečo na svetu, recimo, če verjameš, da je smisel etike, da zvišujemo srečo za vsa živa bitja, na primer. Radikalen Ampak zdi se mi, da... Samo za sebe poskrbiš, da jemlješ droge. Ja, recimo, zakaj? Ne, meni se zdi to močno intuitivno. To, kar ti počneš, ne rabi postati družbeno Dobro, to je bolj, pravilo. To res je, bolj taki specifičen primer. Te pa dajmo, da zdaj bi jaz se odločil, jaz bom živo življenje, pa bom začel za vsak dan heroin. Ja, meni se zdi, da imamo vsi intuicijo, da je nekaj na tem zgrešeno. Ne vsi, ampak poprečno. Recimo, jaz imam močno intuicijo, da čakaj, to je zapravljeno življenje. Dobro, zdaj, če bi sploh sprejela, jaz tega niti ne bi sprejel, no jaz mislim, da marsikdo nima sploh take drže do drog, da to pač mogoče ne bi zdaj jih redno jemal, zato ker mora imeti vseeno v vsakdanjem življenju neko večji nadzor nad sabo,
No, torej je Ja, nekaj z užitkom, kar je... Ampak kljub temu pa, ni da inherentno. nima negativne vrednosti z vidika tega, da pa dejansko, če jemlješ droge, s tem prispevaš, ker uživaš, je to dobra sestavina življenja. Jaz mislim, da je taki ljudi kar nekaj. Ne? Da malo in pa če racionaliziraš, da... Če bi jih tudi dali v oklepaj te ljudi, odkot pa pol ta intuicija, zakaj bi to bilo nekaj slabega? Ne vem, ampak mislim, da je... Prvo, Zakaj mislim, da imamo je to neko intuicijo, splošno- da je zdaj bilo jemati droge slabo, razen zaradi tega, ker nas tako učijo. Mislim, verjetno zato, ker vidimo, da ljudje, ki postanejo odvisni, da nekako ne morejo več nekega perspektivnega življenja živeti, nekega, ki bi ga lahko mi... V bistvu vidimo potem veliko trpljenja, ne? Vidimo veliko nekih stranskih učinkov, ki so pa Ja, ampak to je približajo pravzaprav... tega človeka peklo. Teda v bistvu ta hedonizem sam sebe kontrolira tudi na nek način, ne? Torej, kaj bi rekel, če hočeš Sam živeti... sebe izničuje na nek način. Mislim, izničuje, pa uživaštvo- hkrati omejuje, zato ker če pa ti hočeš biti razumni hedonist, verjetno boš moral živeti na tak način, da boš tako tudi sam sebe ohranil. Pa še Ja. dalje mogoče, da boš užival. Moraš začeti iskati takšne užitke, ki ti bodo na dolgi rok neko ugodno življenje prenesli. Ne? Recimo, ja. Tako da, če boš ti šel v Recimo, heroin, nisi razumen Ali pa hedonist. če bolj preprosto hrana, ne? Če se boš prenajedal pa žrl neke škodljive stvari, boš pač umrl na neki točki prej malo, Ja. kot pa če boš zdravo jedel in boš umrl mogoče pozneje. Ja, sicer ne govorimo, da enkrat na mesec heroin pa nekaj razumna. ne, to zmernost Ja, ampak zakaj ne? propagiramo. Zakaj ne? Ja, zato, ker ti izpod Razen z kaplja ti vidika- avtonomijo. Ja, ok, dobro, to, ne, ampak če pa bi vzela neke droge, mislim, da te, kaj so že psihedelične droge ali kaj so, nimajo takih učinkov, da bi postal odvisen. ne. Ja. Zakaj ti se naj Ker naj je strah. kar naprej? Ja, dobro, naj dveh, mogoče, ker smo pusis. Ja, ne, tisto Mislim, pa, da če sta nima jaz. nekega tega učinka, mislim, se mnogi, tu pa že imaš mnoge filozofe dejansko, ki bodo argumentirali, da pa je nekaj dobrega te droge, zato ker ti odprejo meje spoznave, ne, in tako Ja, dalje. ampak dobro, tisto je že mogoče druga raba, ne? Ja. Kaj pa, če nekdo hoče samo uživati, Ja, tako ja. da jemlje te droge, ker mu je fajn? Zakaj bi mu mogla postaviti mejo pri tem? Mislim, mogoče Meni je intuitivno, meni se zdi absolutno zelo zelo. na ta način z drogami uživati. Ne? Mislim, da se mogoče malo pretiravamo z absolutnim zlom. Relativno zelo. Ja. Ne, ampak imam zelo negativen odnos do tovrstnega uživanja, ampak hkrati pa zdaj razmišljam, kaj pa lahko zdaj pravzaprav racionalno rečem. Ja. Če imamo drogo, ki ne vodi v izgubo avtonomije, zakaj ne bi mogel človek redno jemati kot načina, da življenje uživa in s tem veča neko užitnost svojega življenja. Ja, ti imaš verjetno to intuicijo, ker ne ceniš užitka samega po sebi. Ker sem katoliški. Ja, kar pomeni, da če je užitek nekaj, kar je bilo sintetizirano ali pa bilo umetno ustvarjeno, pol pač je to neko zlo, zato ker ne preostane več prostora, energije za tiste dejanje, ki pa producirajo užitek kot stranski produkt. Ne, recimo, užitek je neka stvar, ki nas moraš znati kot življenje, vse je bilo evolucijsko gledano, da naredimo stvari, ki so pomembne, ki so dobre za nas. Ne, da potem, ko to naredimo, imamo neko zadovoljstvo, recimo. In s temi drogami mi to zlorabljamo, te evolucijske Ja, to meni je za evolucijo vseeno. Ja, pa nimam takega nimaš več moralnega. motivacije potem za delanje tiste stvari, ki so pomembne, kot družbene, Čakaj, ker sem evolucijsko, imam prihodnost. Kaj? Kaj? Veš, filozof nima evolucijsko pomene prihodnosti, tako da v bistvu nima bolj več motivacije, da bi se odzival na te užitke, ki služijo evoluciji. Ampak on se tako ne bo razvijal več. Ne. Čakaj, da sem eno dobro misel, pa sem zgubil. Ja, si svojo bedno foro. Čisti me, zdaj spodakno. Ja ne, jaz mislim, da je to, da vzameš drogo, je pač neko tako inherentno egoistično dejanje, ne, zato ker mislim, da z tega črpamo mogoče intuicijo. Vse neke, že neki
moralni sistemi. Ne? Torej, Ja. ne smeš biti egoist, zakaj Ja. ne? Ja. Ja. Mislim, da je to res slabo, nismo vsi egoisti na koncu koncev. Ne? Ja, kolikor smo neoptimalni, etično gledano, ne? Ne, bolj pa smo že v nekem še bolj, ne, kaj je to etična optimalnost. Ja. Fakt. Ja, ampak mislim, da z tega črpa ta intuicija, se mi zdi, da vzame drogo in se zapre od svojih odgovornosti do okoli sebe. Mislim, da je to tisto, Dobro, kar samo tudi, stoji v okay, jedru. če tega ne bi bilo, tega osebnega vidika, da začne zanemarjati ta človek, ne vem, svoje bližnje ali pa ne vem, delati škodo družbi, pol pa je bilo ok, to da jemlješ droge za sebe. Ali pa če recimo, če si sposoben toliko se nadzirati, da si v bistvu postal podcast, ali je jemanje drog sprejemljivo. Da smo že v tisti klasični podcast Joe Rogan. Ja. Kaj si se zgubil? Dobro smo. Hiti si. Ne mislim, moram držati več kot 10 sekund, kar pobegne. To smo pa preveč filozofija delamo. V glavnem, če bi ti uspel vse te negativne učinke, ki izplivajo na druge, minimalizirati, oziroma da jih sploh ne je bilo, Ja. je pa kaj narobe s tem. Ja, ne, jaz še imam zmeraj intuicije, da narobe, ja. Pa ne vem zakaj. Še zmeraj imam intuicijo, da če en človek sam na svetu, pa potem vzame droge za to, da preživlja čas, se mi zmeraj še zdi, kot da zapravlja svoje življenje z nekega razloga. Ergo, morala je absolutna in objektivna. To je tvoj moralni zakon. Ja, mogoče notranja konstitucija, kako treba življenje preživljati. Ja, ne vem, zdi se mi, kot da recimo, če ti vzameš neko drogo, pa se potem za en dan odpelješ stran. Si tisti en dan življenja, si ga pač na nek način v mojih očeh zapravo. Zdaj ne vem, kaj pa mogo delati kot alternativo, to nimam razčiščeno. To ne. Ampak imam pa to intuicijo, da si ga zapravo. Platona. Ne vem, ampak nekaj, kar navdaja tvoje življenje z smislom, nekaj, kaj se pokori tvoje življenjske zgodbe. Ja, pol pa smo spet pri teh vprašanjih sreče pa smisla življenja, ki smo jih že načenjali. Torej, zdaj recimo, če si ti profesionalni, recimo, da si ti neki akademski raziskovalni psiholog in jemlješ droge kot del tvojega, neko ni užitek, tisti cilj, ampak je to samo neka stranska stvar, ti pa delaš neko študijo prvoosebno o efektu drog, se mi zdi to čist, mislim, to ni dobena intuicija, ne, da je to kakoli narobe. To je potem neki čist drugi službe. Ja, samo ko je cilj užitek, ko je cilj užitek, pa v večji meri kot je cilj užitek, pa v manjši meri kot je cilj karkoli drugega, bolj se mi neko dejanje kaže kot pač prazno, kot da odvrača od vsakega načina, kako bi lahko človek smiselno preživljal svoje življenje. To je zanimivo, ne? Zakaj imamo to? Ali je to, mogoče pa to enostavno rezultat kulture, da imamo to intuicijo, da je to, da živiš za užitek nekaj slabega. Mogoče to je samo naša kultura, ker nas to učijo. Kar pa nas učijo, verjetno ravno iz tiste razlog, ki smo jih prej rekla, zato ker je družbeno problematično. Če se posvečaš zgolj užitku. Recimo, ne vem, si starš, ampak ti se ukvarjaš s tem, da boš užival namesto s tem, da bi poskrbel za svoj zarod. Kaj so ti premaknil s tolkak, da te ne bo sonce ubijalo? Ja, čez kaj 5 minut. Zdaj glih vidim, da bo še ena veja, pa jim bo zdaj malo sonce branilo, pol pa bo spet samo sonce, takrat pa sem prestavil. Teda, imam že vse preračunano. Že dolgoročno razmišljaš o... Ja. Imam sončno uro na svojem obrazu, zdaj 4 pa 10. V glavnem užitek je, mislim, torej zadaj malo za neko idejo, ne, da je življenje moralno, pravilno je življenje podrediti nekim domnevno višjim ciljem, kot je užitek. Zdaj pa ne vem, zdaj čisto prosto razmišljam, zakaj jaz sam, zakaj imam nek tudi ta odpor do užitka, oziroma ne toliko mogoče odpor, ampak ga enostavno ne iščem. Mogoče je odpor, pa se samo ne zavedam, pa sem to zdaj racionaliziral, ne vem, ali da ne rabim tega nekega, mislim, dosti užitka ali karkoli, ne.
nimam nič proti temu, če kdaj kaj dobrega pojem. Ja. Grem na kak dogodek, kjer se imaš fajn, pa ne vem, mogoče celo kaj spiješ. Pa. Ampak ni nekaj, kar bi iskal. In vsekakor, ker zdaj si ubral ta kot, pod katerim je minimalizirana svetloba na tvojem obrazu. Zdaj sem v idealni drži. Ne pusti se motiti, nadaljuj. Ja, težko je, bom prav gledati, kam drugam. To je, torej ja, ne da bi se zdaj nujno tem stvarem izrecno izogibal, ampak ne izzovejo moje pozornosti, oziroma jih ne grem iskati. Ampak ne deliš te moje intuicije, da pač nekaj praznega na uživanju in potem pač se raje zavestno ali pa mogoče že, ko to ponotranješ, ta vzgib že podzavestno, potem raje posvečaš stvarem, ki pa ima neki višji cilj ali pa neki cilj, ki lahko vpet v zgodbo tvojega življenja. Ja, verjetno je nekaj takega zadaj, ne? Samo da zdaj, ko si enkrat se že bližaš 30. letu, so že do te mere te stvari nekako prepletene z vsemi tvojimi prepričanji pa motivacijami, da več pravzaprav ne veš, za nekje se začne nek premišljen, racionalna odločitev, koliko pa je to stvar nekih takih globljih intuicij. Ja. Pa zdaj, ko smo probali raziskati to intuicijo, smo kot pomožne odgovore našli v bistvu neko to kulturni vidik, da smo v bistvu vzgojeni na ta način, ne. No, kar jaz zdaj razmišljam je, da enostavno, zdaj tako kot sem, je mala verjetnost, da bom izrecno iskal stvari, ob kateri bom užival. In tudi, ne vem, če mogoče vzamem en tak primer, ne, ki je kot otrok sem vzel Gospodarja prstanov v roke ali pa neko katerokoli knjigo, ker mi je bilo fajn brati, ker sem doživljal užitek ob tistem. Zelo mi je bilo zanimivo spet podoživeti tisto. Ker ne vem, če še znam sploh na ta način nekaj prebrati. Da sem dejansko, ne vem, v enem tednu ali pa kaj je Igra prestolov, ne? Ja. Ko sem isto prebral, kako sem užival v tistem branju. Zdaj pa recimo še knjige, ki jih berem, tudi večer pred spanjem, vedno razmišljam, ne, je to dobra knjiga, da jo preberem. Bom kaj, imel od tega. Na nek način, ja, tudi malo neko korist, ko iščeš neko globljo korist. Je to smiselno, da zdaj berem neko poceni fantazijsko literaturo, ali če lahko berem Homerja. Ja. Kar hočem v bistvu zdaj razviti je, da tudi tiste stvari, ki sem jih nekoč lahko doživljal kot užitke, si jih zdaj konfiguriram kot oziroma jih podredim nekim ciljem, ki se meni zdijo višji. Ampak če je pa zdaj poprečen človek, mogoče zdaj, ko posluša tudi ta podcast, pa bi rekel, fakt, to zveni ful težaško. Ja. Kaj še sploh uživaš v čem? Ali pa recimo tudi, ne vem, glasbenik, na neki točki postaneš tak analitičen v odnosu do glasbe, še sploh lahko uživaš. Samo zdaj ne vem, ali je to slabo, ali si da več ne... Da v bistvu več ne moreš uživati zaradi nekih teh višjih pomislekov, ali je pa to dobro, ker si podredil nečemu višjemu. Ne vem pravzaprav, kam zdaj sploh, ne vem, kako vprašanje se tebi ali pa misel potrnila. Ja, meni je zelo zanimiva tu ena misel ali pa filozofija celo enih dveh nemških filozofov, Schillera pa Schlika, ki pravita, da eno dejanje v življenju lahko ali služi nečemu, torej ima instrumentalno vrednost, ne? Torej ti nekaj narediš zato, ker hočeš nekaj
cilj, ki leži izven tega dejanja, ne vem, spiješ kavo ne zato, ker uživaš v kavi, ampak zato, ker hočeš kofein, da boš še boljše koncentriral. Ne? Torej, kot sredstvo uporabljaš stvari. In vse te stvari, pravite, ki jih uporabljaš kot sredstvo v življenju, nimajo vrednost na sebi, imajo vrednost izven sebe, torej je kot čas življenja to na nek način izgubljen, zapravljen za neki višji cilj. Ampak dejanja, ki pa so sama sebi cilj in sredstvo, recimo igranje izpostavi tako tisto pravo. Kakšno igranje? Igranje, recimo otrok, ki teka na roke, žoga, šah, neka prijateljski pogovor, ples. To pa je tisto, kar cilja nima izven sebe, ampak je samo sebi namen. In zato, ko ga to vrednotimo kot neki čas življenja, ki ima vrednost, vidimo, da ima vrednost samo po sebi, torej ni zapravljen čas. In ona dva recimo pravita, da je smiselno življenje živeti tak, da se igraš. Čim več časa preživiš v igre, v teh trenutkih, ki so sami sebi namen, tu sicer izpostavite torej neko aktivno uživanje, ona dva, ker pasivno uživanje pojmujeta slabo, ne vem več zakaj. Ampak vem, da Schiller ima to potem prispodobo, pravi, Grki so vedeli, kaj je smisel, ker so grški bogovi poosebljali vse tisto, kak bi človek mogel živeti v nekem aktivnem uživanju, zajemanje življenja z veliko žlico. Recimo to mi je zanimiva misel, ne? Torej, življenje se treba igrati in vedno, ko pa pač se ne igramo, pa očitno izkoriščamo te enote življenja, ki jih imamo za neki drugi abstraktni namen, ampak tisti, ki pa je sam sebi namen, tisto pa lahko nazaj gledamo, pa rečemo, ja, ta del življenja pa je bil sam sebi namen, je imel vrednost sam v sebi, torej nišče ne more se počutiti, kot da ga zapravo. To mi je všeč zdaj, ne? Ker na nek način Sence sem predstavil med tem, ko razmišljaš. Na nek način omogoča to mislim, da me zdaj to premikanje preveč dekoncentrira. Ok, pa da je hitro. Ja, sam mislim, da sence samo tak ne boš našel, ali? Ok. Ne vem, zdaj sicer kako to izgleda, boš pogledati, kako izgleda na kamere. Pa mislim, da bo malo drugače, samo se je za tiste 3 ljudi, ki so še zdaj na podcastu zraven. Čekaj, zdaj se moram jaz mikrofon drugače obrniti. A, to je verjetno ful ružno. Ja, to še se da prekiniti. Izrezati, to ima mogla izrezati, ja. Zdaj se... Ok. Vredi, ja. Ok, zdaj si v isti situaciji, če greš malo naprej. Vredi, ja. Zdaj sem če tu. Moje samo malo naprej moraš iti za 5 centimetrov. Ne, znam to vas ja, ne se bo še mogoče še bo ok. Ne, to bo zdaj fulakrat kater. Ja, se res. To je samo druga polovica videa. Ok. Še imamo tu svojega tretjega sogovorca. Moj imaginary friend. Tu sedi tvoj ego. V glavnem, če se vrnemo. Ja. Je življenje, smisel življenja kot igra? V glavnem, da po eni strani smo zdaj razmišljali, kaj je narobe s tistim telesnim užitkom, s tistim bolj preprostim uživaštvom, zato ker te hitro zacikla v neko to iskanje užitka, ki ti v bistvu hkrati povzroča neko trpljenje, zato ker nikoli ne moreš zares napolniti kvot užitka, ne? Tako kot si rekel, da v resnici je to nek sod, ki je brez dna, ne? Samo da na koncu lahko isti učitek pa rečeš temu drugemu, te druge skrajnosti, ki pa več čas išče neke te višje cilje, ne? In potem vse podreja, kar življenje počne višjim ciljem. Knjige bereš zaradi višjih ciljev, v gledališče hodiš zato, ker hočeš biti izobražen, ne zato, ker greš v gledališče in uživaš v samem tistem performansu. In jaz to pri sebi to res opazim, ne, da vedno več stvari počnem, zato ker čakaj, pa to moram še vedeti, pa ono še moram vedeti, zato ker imam neki dolgoročni cilj, recimo zdaj poslušam to pa to glasbo, zato ker hočem, ne vem, nekoč pisati nek projekt, ki bo napisan v tem stilu ali pa nekaj, ne. Ja. In potem se ti v bistvu zazdi, da isto kot zamudiš
neke vidike življenja, ko samo iščeš užitek, isto jih začneš zamujati, če samo iščeš neko to poduhovljeno, ne vem, kaj bi sploh temu rekla, ne, kako bi to strnila. Ne razsvetljenje, ampak neko Duhovno izpopolnjenost, recimo. neko duhovno izpopolnjenost. Ne. Ampak kaj praviš na idejo igre? Da je pa igra tisto, da recimo se na nek način mi dva stvarjamo, na nek način se veliko igramo, recimo. Ko zgodbe pišemo, ko glasbo ustvarjaš, ko jaz filme delam, na nek način je to igranje, ne? Vse jaz to doživljam, vse na čase kot igranje in tisti čas se mi zdi, ok, to bo zdaj pristno oživljam svoje življenje kot v nekem autentičnem samoizražanju. In se mi zdi, da je to neki taki trenutek življenja, ko si pa rečeš, ok, dobro, zdaj sem pa ta dan izkoristil oziroma sem ga živel v skladu z tem, kar se mi kaže kot smiselno življenje. Ne samo zaradi cilja, ampak tudi zaradi sredstva, na katerega dosegaš ta cilj. Se mi zdi, da mogoče pa odgovor v tej povezanosti med sredstvom pa ciljem, če vse v življenju delaš samo kot neko sredstvo, da samo stremiš proti nekemu daljnimi cilji, si v tej samo iskanju tega abstraktne duhovne izpopolnjenosti in si v nekem načinu v konstantnem zanikovanju življenja, ampak če pa živiš samo, da bi vsak dogodek življenja bil tudi cilj tvojih dejanj, pa si samo zgubljen v nekem neposrednosti, v nekem uživaštvu, ki nima dobenega pravega cilja. Živalsko življenje, ne? Ja. Je na nek način, ne? Ja. Da je, to mi je zanimivo, ne? Da je vsak trenutek je cilj tvojega življenja, ne? Kar je zanimivo, malo sorodno tej ideji čuječnosti. Okay. Ker tudi se poudarja življenje v trenutku, ne? S tem, da tam je malo drugače. Tam je življenje v trenutku pravzaprav, mogoče ravno tam, ne, se potem združita ta dva vidika. Po eni strani živiš v trenutku, zato ker je sam trenutek nekaj vreden, ampak hkrati pa ne zgolj zato, ker bi bil sam trenutek nekaj vreden, zato ker je to tudi del nekega dolgoročnejšega, globljega doživljanja življenja. Ne? In recimo užitek, če pogledamo, je tak doživljaj, ki te posrka vase. V bistvu te ugrabi, da pravzaprav zgubiš izpred oči neke dolgoročnejše cilje. Ne? Prej si rekel na začetku, ne? Da ti vzame avtonomnost. In mogoče je to meni osebno tudi nek zelo pomemben dejavnik pri tem, zakaj imam do užitka nek sumničav odnos. Ne? Ker ti vzame avtonomnost. Recimo alkohol zelo dobesedno, pa droge. Ne? Ampak tudi druge oblike užitka na nek način. Pač se spozabiš. In zdaj mogoče je vseeno možno dati nek argument, da včasih je to vredo. Če se človek na ta način vseeno sprosti neke napetosti v sebi, kar je bila ta ideja za temi dionizičnimi obredi in tako naprej. Konec ples pa to, ne? Tudi se spozabiš, pa nekako dosežeš neko enovitost s svetom, recimo. Tako da lahko, da je vseeno nek argument v tem, ne? Ampak mislim pa, da je vseeno to dobra osnova za to, zakaj je vseeno dobro imeti nek premišljen odnos do užitka. Ne? Torej, po eni strani je zato, da se ne priprijaš v ta cikel tega užitek, pol pa trpiš, ker konec užitka. Pa spet iščeš užitek, pa spet konec užitka. Torej, neka ta budistična varianta. Po drugi strani pa, ker ti jemlje avtonomnost in ker hitro, zato ker ti vzame avtonomnost, hitro potem tvoje življenje podredi sam sebi. Da postane užitek neki celoten cilj tvojega življenja, ampak ta cilj je pa pravzaprav večno premikajoč se, ne? Ni kvote v resnici. Nikoli ga ne moreš doseči, pa mislim, lahko bi ga rekel, vse sem ga že v preteklosti dosegel, pa potem spet, ampak kaj rekel, se lahko hedonist reče, dobro, jaz zdaj trpim, ampak sem pa takrat užival in sem živel polno življenje zato, ker sem v preteklosti užival. Pa zato, ker vmes uživam. Zato je moje življenje pomenljivo. Ampak mislim, da se mi dva tu bolj ne strinjamo, da to tvori neko pomenljivo življenje.
da ti Ja. od enega dožitka do drugega bežiš. Mogoče zato, ker osebno ocenimo to idejo avtonomije bolj ali pa to To idejo. je tudi, ja, dobra ideja. Mogoče komu ni tak mar. Ja, Zato mislim, ja, če zakaj pa imaš ne? fajn, Ja. zakaj bi se mogel biti vedno maksimalno avtonomen? Ja. Maksimalno avtonomen si takrat, ko delaš neke odgovorne stvari, ne vem, Mhm. otroka pelješ prek prehoda za pešce, Ja, okay. ampak ko pa greš na Aninsko ali pa na Metelkovo, da še damo urbani kontrapunkt, Ja. pa zakaj bi se mogel tam biti maksimalno avtonomen? Ja, pa zakaj bi ti to, če bi zdaj rekel, jaz pa ful uživam, pa vmes ful trpim, meni pa to pomenimo življenje, zakaj pa ne, kaj sploh če imam povedati. Ja. S tem, da mislim, da bi vseeno pol, ne, tu bi se mogla navezati spet na prejšnji podcast. Ta avtonomija je verjetno del tega, kaj je del pojmovanja tega, kar je dobro življenje. Ja. In to bi se potem mogla ukvarjati s tem zdaj. Je to, da je človek avtonomen, da se svobodno odloča glede svojega delovanja, da se svobodno oblikuje in da ni podrejen nekim takim stvarem, ki mu jemljajo avtonomijo, je torej to del dobrega življenja in je posledično treba užitek ocenjevati po tem kriteriju. Ne? Ampak mislim, da je to je zdaj malo dolgo, ja. drug govor, ne? Ja. Ki zgolj nakazuje to, da zakaj je te širše stvari treba pogledati pri ocenjevanju nečesa tega, kot je užitek. Ne? Ja. Za eno stvar, ki pa smo jo odkrila, pa je ta, da vseeno nek hedonist, ki ceni užitek, pa se mu kaže trpljenje kot nekaj slabega, vseeno ga narava človeka sili v to, da ta svoj hedonizem okrne na nek način, da mu ne vzame samih možnosti, samih pogojev, zaradi katerih sploh lahko uživa življenje, da mu ne skorumpira zdravja, psihološkega, telesnega, to je bolj, da mu ne uniči življenja. Neka vrsta taka praktična modrost glede uživanja, ker vidiš, da v bistvu ni vzdržno. Tu se v bistvu ne operiramo z nekimi globljimi pojmovanji človeka, po kateri bi ocenjevala, ali pa sreče, po kateri bi ocenjevala vrednost užitka, ampak čisto neka taka praktična modrost. Ne. Ja. Potem tudi ta družbeni vidik, neke odgovornosti, zdaj, če se predajaš užitkom, si res lahko družbeno odgovoren pa moraš biti, ker si enostavno v družbi in si odvisen, drugi pa si odvisni od tebe. In zato pač užitek je marsikdaj neskladen z tem, ne? Zato ga pač že zato začneš omejevati. Ampak vidim neki vzorec, recimo pri ljudeh, ki recimo te klasični taki recimo influencerji, ki ponavadi bolj propagirajo hedonizem, tako po socialnih medijih, pa to vidim, da neki vzorec. Propagirajo, prav? Pa mislim, da ja, posredno, vsaj se mi zdi. Vsaj posredno, no, vsaj s tem, kaj objavljajo, pa to že se ne zavestno, ampak narava socialnih omrežij je taka, da njim non-stop sugerira, da pokaže neko uživancijo, da bo več odziva od ljudi, teda pač čisto posredno, ampak zato so mi mogoče kot neki glasniki hedonizma, ne za lastni presoje, ampak pač preprosto, ker to favorizira sistem socialnih omrežij. Vidim neki vzorec direkt, kako začnejo z nekim takim nekritičnim hedonizmom, ker je pač ful, ne vem, ful neki luksus pa zabave pa to, pa pač pri vseh potem vidim, da ko so po 31 pa to preklopijo ta hedonizem v neki taki pretirane self-care v smislu ful telovadbe pa potovanja pa to, tako se mi zdi, da pride naravno, se mi zdi, ko opazujem pač tak ljudi do te samookrenitve hedonizma na neki točki. Ja, ampak še zmeraj, do praktične modrosti. Ja, do te praktične modrosti, ja, ampak še zmeraj pa potem zadnji hedonizem, vse konc koncev tudi v naši kulturi, ne, zdaj se mi zdi, da nasplošno vlada. Zakaj omejiš užitek, da lahko uživaš dlje? Ja, da recimo zdaj imamo v družbi ful nekega takega po eni strani tak tistega direkt naivnega hedonizma, pol pa ta kontra val znotraj družbe, pa je omejimo ta hedonizem, ampak še zmeraj hedonistične.
Ne? Ja. Dajmo omejiti ta hedonizem, sprejmi neko osebno odgovornost, skrbi za tvoje telo itd. Zato, da boš lahko še dalje užival, da boš lahko dobro življenje živel, ki pa je življenje polno užitkov. Da boš finančno preskrbljen, da boš telesno močen itd. Se mi zdi zanimivo, da skozi in skozi hedonistično. Ne? Je pa to zdaj neka, v resnici že neka taka specifična oblika užitka, ne? Ja, to pa. V resnici se več ne toliko promovira tistega euforičnega užitka. Torej, ta zmernost je pravzaprav postala že nek sestavni del, no? No, kakorkoli, ampak tu se potem vrnemo na tisto, s čemer smo začela, ne? Da je problem pri tem hedonizmu je, da je danes to tak neka vsesplošna intuicija oziroma celo imperativ, da pa moraš uživati, ne? Mi da smo zdaj vse te neke pomisleke navedla, ampak ne vem, koliko resno bi naj jemali ljudje, če bi jim to razlagala, ne? Verjetno zelo odvisno od njihovih siceršnjih nazorov, religije in tako naprej, ne? A mogoče, če pogledava med mlade, mogoče približno neke vrstnike, pa par desetletja dol ali pa gor. Ja. Desetletje dol. Bi naj mogoče malo čudno gledali, ne? Zakaj se s tem toliko sploh ukvarjamo? Valjda mora življenje uživati. Mislim, da ne bi rekel, da je zdaj dejansko tak problematiziran užitek v družbi. Pa se mi zdi, da nekako so intuicije, da se mi zdi, da vseeno tako ljudje, čim začneš užiti, ko so tako, se povemo, da ne smete več uživati, ampak vseeno treba pa je uživati. Ja, tako je nekako. No se to, ne? Ja, to je zmerni hedonizem pa ja, to pa je. To pa nekako vlada. Zakaj je to tako pomembno? Zakaj je treba uživati? Zdaj po eni strani, ne, zakaj to je ni tako užitek zanimivo. zgolj lahko uživaš? Kot ena izmed sestavin življenja je tudi užitek. Zakaj mora ta užitek spremljati karkoli počnem? Zakaj mora otrok iti, ne vem, v glasbeno šolo in mora tudi uživati? Zakaj mora biti užitek del vsakega učnega procesa, recimo? Ne? Ja. Zakaj si rečemo vedno uživaj? Ja. Ali pa zdaj recimo, da ko smo ravno v tej poletni sezoni. Vidim, ja. Čutiš na svojem obrazu poletno sezono. Tako. Ko pač ljudje po dopusti hodijo, ne. Pa se mi zdi, da tudi malo na nek način analogno s tistem, ko je za Božič, ne, prazniki, lepe praznike. Ne, en tak pravzaprav diktat, ne, moraš imeti lepe praznike, moraš biti z družino in tako naprej, ne. In isto se zdaj recimo čez poletje, daj uživaj poletje, ne. Zakaj je to tako po eni strani pomembno? In kaj, če ti ne uspe doseči teh kriterijev, ker očitno vsi, ki ti to govorijo, ne vem, če oni glih tako relativno na tebe, ne, torej uživaj tisto, kar tebi daje užitek, ampak je verjetno neka dokaj obča, splošna pojmovanje, kako moraš uživati čez poletje zdaj. Torej iti na morje, pa plavati, pa dati slika gor na Instagram. Zdaj, ko ti doživljaš užitek, to je skoraj nekaj takega, kar recimo, če uživaš v tem trenutku, težko ti nekdo zdaj argumentira, da je zdaj vrednostno sodbo na to, da uživaš. Težko zdaj rečeš kakoli drugega, kot pač zdaj se mi kaže kot nekaj dobrega. Tak nekako inherentno, samo po sebi razvidno se zmeraj kaže kot nekaj dobrega užitek, ne. Tako eni celo pravijo, da je odveč kakokoli argumentiranje okoli užitka, ker pač preprosto, ko uživaš, se ti kaže kot nekaj dobrega, nimaš za to kaj. Težko zaznaš uživati. Ja, težko zaznaš užitek kot nekaj slabega. Tako zelo zavestno mora iti proti nekim svojim
splošnejšim nazorom na življenje, da potem lahko to prepoznaš kot in še leta krat zgolj posredno kot nekaj slabega. Ampak samo na sebi pa je vedno nekaj dobrega. Užitek, zgolj, tako kot smo midva prej, zgolj retrospektivno potem začneš ocenjevati z nekimi kriteriji, ki ne izhajajo iz samega doživljaja užitka, začneš potem ocenjevati, ne, če je ta užitek dober ali slab. Mislim, ne nujno retrospektivno, ampak refleksivno. Lahko že med samim uživanjem recimo uživaš, potem več ne uživaš, po mojem. Ne. Potem že izstopiš iz užitka. Mislim, da dokler si v doživljaju užitka, zelo težko začneš o tem reflektirati. Ne vem, kaj pa ljudje, ki se smejijo neprimerni šali? Hkrati uživajo v šali, hkrati pa se zavedajo, da je neprimerno. Ja, užitek je prevladal, če se smejijo še dalje. Ja, ampak hkrati je to prisotno, se mi zdi. Se mi zdi, da Ok, mogoče. Ja, mogoče. Poanta je, da težko, da moraš izstopiti iz tega svojega doživljajskega sveta in presoditi stvar kot slabo, šele naknadna, ker sama po sebi se ti bo zmeraj kazala kot nekaj dobrega. Kar pomeni, da torej zakaj družba to jemlje kot neko samoumevno vrednoto? Ker ne izstopi iz tega doživljajskega sveta in reflektira. Hotel sem reči, da bolj v smeri, ker je pravzaprav užitek nekaj, kar se samo po sebi človeku kaže kot dobro. Ja. Ker je to neki korak dodaten, ki ga moraš narediti, da začneš kritično vrednotiti užitek. Ne? Ja. Ampak mislim, da še eno dodatno vprašanje, ne? V vsakem podcastu se enkrat omenimo kapitalizem, ne? In bova tudi tokrat. Ker verjetno, predstavljam si, da v srednjem veku si imel, je družbeni sistem, institucije, ki so bile versko barvane, so sporočale negativno kritiko užitka. Torej ljudje so bili vzgajani v tem duhu, da je užitek nek greh, zlasti telesni užitek. Ne? Ali pa tudi v budizmu, da je užitek nekaj, kar te pahne v še več trpljenja. Danes pa ni več tega. Ne? Recimo inštitucije, država, politični sistem, te v resnici kaj dosti v tem ti sploh ne pove. Ne si kdaj v šoli kaj rekli, da ni dobro preveč uživati, ker potem trpiš. Jaz se ne spomnim, da bi kaj dosti mogoče pri psihologiji, sem to kaj en letnik v srednji šoli, smo mogoče kaj to načeli. Droge so slabe, so vedno rekli. Droge so slabe, ampak to je verjetno predvsem z vidika nekih čist družbenih, ne, ni najbolj funkcionalno, če imaš družbo junkijev. Kvečemo se godi nasprotno, da prej tistih korporacij, ki si ti že nekajkrat omenil, nam je sporočeno, da je užitek nekaj super, ne? Torej, da je treba zasledovati, ampak seveda ne, z zelo jasnim namenom, zato ker pač to pomeni, da bomo nekaj kupili pri teh korporacijah, da bomo več časa preživljali na socialnih omrežjih, ker bomo lahko ta užitek signalizirali in na ta način potem dobili potrditev drugih ljudi, da smo cool. Malo smo manj profitabilni ljudje, ki ne uživajo. Manj profitabilni smo, ne? In to se v bistvu dogaja kontra tega, ne? Če si prej rekel, ne, da imaš ta doživljaj užitka in potem sem v bistvu bolj kot ne retrospektivno začneš ga vrednotiti, če je dober ta užitek nekaj, ne? In mogoče prideš do spoznanja, da ga je treba vsaj omejiti, če že ne preganjati. Da se mi je misel prekinila. Korporacije nas norajo non-stop v ta nebrzdan hedonizem pahnejo. Od hrane, hitre prehrane do... Obratno, ne? Nas torej uči sistem. Sprejet užitek. Zato ker je v interesu sistema, da je užitek razumljen kot neka samo nasebna vrednota. In na začetku si vprašal, kako se sploh človek tega reši, tega družbenega vpliva, oziroma bolj tega potrošniškega vpliva, verjetno to, da minimalizira svojo vpetost v neko tehnologijo, ki ga sooča z temi oglasi in tako dalje. Najbrž je to samo ena stvar. To je ena izmed mnogih.
Verjetno si bombardiran s tem še posod drugje, ne samo z neko s tehnologijo, ne vem kaj, prej si pa imel lahko revije, časopise. Je dobro, samo za revij pa tega ne je toliko. No, ampak mislim, ne vem, če boš to spremenil s tem, da boš pač nehal gledati omrežja. Mislim, da po mojem bo še vedno del te, zato ker recimo, ne vem, poglej filme, umetniška dela bodo odraz te iste ideologije, ki ceni užitek, ne? Ponavadi te bolj umetniške filme problematizirajo. Ja, umetniški, ja. Ja, a eno se to gleda. Ampak nasploh govorimo zdaj, ne? Ja, to pa je. Kaj lahko človek naredi, da se bo od tega oddaljil, ne? Zdaj zgolj to, da se tehnologijo omeji, verjetno niti približno ni dovolj, ne? Tudi če nisi na omrežji, si predstavljam, recimo, da marsikdo, ki je bil na Aninskem, ni vpet tako zelo v omrežja, pa je kljub temu lahko čisti zapriseženi hedonist, ki služi sistemu. To je res, ampak mislim, da pa je. Služi sebi. Je pa mogoče en smiselni korak, se mi zdi. Mislim, če zdaj gledamo, kaj sploh lahko človek naredi dan danes, verjetno en korak je, da se minimalizira svoj stik z temi mediji, ki ga počasi drezajo k nekem nekritičnem, hedonističnem preživljanju časa. Samo to, verjetno to ni realen pričakovanje, zato ker smo od teh istih tehnologij odvisni tudi zaradi drugih stvari. Recimo, ne vem, da moraš biti zaradi službe, zaradi poklicne poti, zaradi vzdrževanja stikov z ljudmi, ki ne živijo v geografski bližini, moraš biti na teh tehnologijah. Tako da malo mi ne dišita tvoj predlog, da bi zdaj omejil, da bi se s tem soočil prek omejitve tehnologij. Jaz sem imel 1 leto telefon na tipke in takrat nisem bil izpostavljen recimo tem vsem videom, tem vsem in takrat nisi toliko užival. Zdi se mi, da sem malo več fokusa obdržal za nekaj bolj projekte v življenju, ki so mi dali več smisla. Več časa mi je ostalo, ko sem imel prosti čas, sem mogel po knjigi poseči. Samo po mojem, to je težko to posploševati, ne? Ker ti si pač dal si stran telefon, ampak si pa že imel vse neke predpostavke od prej, ne? Ja. Da si začel potem drugače preživljati življenje. To pa je, ampak je en praktični človek, misliš, to po moje ne bi sam po sebi začel bolj kritično biti do užitka, samo zato, ker nima dostopa do tehnologije. Ja, to že ne. Jaz mislim, da bi potem take mogli do užitka najprej razviti neko kritično držo, potem pa bo tehnologija se sama po sebi mogoče do neke mere očistila te idolizacije hedonističnega življenja. Je po mojem dvostranni proces, ker hkrati, ko pa si manj, jaz mislim, da to, kaj nas mediji preprečujejo, kaj bi mogel biti naš odnos do hedonizma, je vseeno izven meja normale za poprečnega človeka. Pač bolj te preprečuje, da bodi hedonističen, kot je tebi naravno samo po sebi. In če daš to stran, mislim, da boš po defaultu oziroma po privzetem boš potem manj nagnjen k nekem razmišljanju o tem, kako bi lahko užival. To dopustim, ja. Po moje, ne vem, po moje dvostrana. Po eni strani se kritično probaš pristopati do ideje užitka, po drugi pa vseeno minimaliziraš te vplive, ki veš, da te bojo na neki podzavestni ravni vplivali na tebe, ne glede na to, kaj misliš. Ja, s tem se strinjam, ja. In če daš socialne na stran, se omejiš ta podzavestni vpliv. Recimo, ne vem, to te oglasi, pa to zadnjič sem gledal neki oglas za neki video o hitri prehrani in potem sem cel čas samo to luštala. Če ne je bilo tega, ne. Tako filozofski ravnodušnosti. Ja, Eno glas zvi, pa je že v McDonald'su. Ja, grozno. Ok, mislim, to se strinjam, ne, da kljub temu je verjetno smiselno, da se izogibaš stvarem, ki te ovirajo pri neki kritični drži do raznih fenomenov, ne, vključno z užitkom. Tako da mislim, da lahko zdaj počasi zaključimo. Jaz mislim, da to, kar smo pravzaprav zdaj odprla, že gledaš telefon, mislim. Ja, kdo mi piše? Uro sem pogledal. Zakaj gledaš uro? Zakaj pa tako maksimaliziraš izkoriščanje časa? Anyway, ne gledam, če je lepo zaokrožena celota ta podcast. 60 minut. Torej, mislim, da smo prišli smo naredili nek lok od tega,
kaj bi lahko bilo z užitkom narobe, kaj bi lahko bilo narobe z zavračanjem, zanikovanjem užitka. Ja. Ne? In to je zelo priročen ravno Aristotel, ne? Ki reče, sej duhovno življenje neko, ne? On pač favorizira seveda filozofsko življenje, ker je filozof, ampak mora biti tudi nek užitek vse prisoten. Ne? Ja. Pri njem sicer ta užitek prevrsti potem duhovni užitek. Ne? Ja. Dobro, za na koncu podcasta začela razlagati Aristotela. Ja, no, potem pa smo se vrnili do tega, na kak način pa se v družbi instrumentalizira ta človekovo dovzetnost za užitek. Ne? In mislim, da je ključno vprašanje za mene, ki se v bistvu tu zdaj odpira, pa se je odprlo tudi že pri prejšnjem pogovoru o sreči, da vse te stvari, od tega, kako biti srečen, kdaj je užitek vredo, kdaj užitek ni vredo, ne nazadnje, kdaj življenje več ni vredno tega, da ga živiš, ne? Ko smo o eutanaziji govorili. Zadaj je neko predpostavljeno mišljenje, pojmovanje oziroma vprašanje nekega kriterija, po čem se to ocenjuješ. Ja, ja. In mislim, da to je problem vseh teh teorij, ne? Mislim, vseh teh tez, ali za ali proti eutanaziji, ali vse te različne oblike zagovarjanja sreče, do tega, da užitek je vredo ali užitek je slab. Vedno je zelo specifičen nek pojem življenja zadaj, oziroma pri užitku tudi neko to, da preprosto je fajn, ne? Nekaj to doživljajski vidik, ki pa je redko kdaj premišljen sam ta pojem. Ne? Torej neka od vprašanja, kaj je smiselno življenje, kaj je dobro življenje in tako naprej. Ne? Ampak to so v bistvu vprašanja, na katera je tudi najtežje odgovoriti. Ne? Ja. Zlasti, ko več nimaš religij in nekih teh tradicionalnih sistemov, ki so ti to odgovorili. Ne? Pač Biblijo preberi, pa uživaj, kaj je smiselno življenje. Ne? In mislim, da je to neka tema, kateri se bova verjetno še vrnila. Ne? Ja. Torej, kaj pa je potem smisel življenja? Oziroma tisto merilo človeka, po čem meriti človeka in to, kar človek počne. Ja. Zdi se mi je lep zaključek za današnji podcast. Pa se potem vidimo naslednji mesec z temo, ki bo dalje raziskovala ta vprašanja, ki stojijo v ozadju z teh vprašanj. Ja, zdaj verjetno bova kakšne umetne inteligence, ne? Zdaj bi že bil počasi čas, ki se v resnici dotika isto tega, ne? Vprašanja človeškega življenja. Ne? Kaj nam pravzaprav umetna inteligenca jemlje, da se tako bojimo, razen služb, ki jih midva zaenkrat na srečo nimava preveč. Ja, če nimaš kaj skupiti, nimaš često se bati. Okay. Ja, to je to za danes. Aljoša je dosegel svojo kvoto sončne energije. Melanom. in melanoma. Ojoj. Ja. Hvala, da ste nama prisluhnili. Ja. Hvala. No, če še poslušate, sicer se vam ne zahvaljujem. Ne. Tako da se vidimo ne tako kmalu. Čez en mesec. Čez mesec. Mnogo hrupa,